Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. No in zdaj se vam oglašam iz zaključka naše delavnice počitnice za dušo in telo iz Ankarana. Bile so bolj za dušo tokrat kot za telo in te obiskovalke, udeleženke so prišle točno po to, po delčke svoje izgubljene duše. Neverjetna energija vsakič, ki se ustvari med nami, je tako srčna. Na začetku, veste, ko pridemo, ko se predstavimo, ko je vsaka iz svojega življenja, svojih vetrov nas napiha skupaj, iz različnih družbenih slojev, na koncu, veste, izobražene, neizobražene, sploh ni pomembno. Nekatere s kmetij, nekatere na visokih položajih, ni pomembno. Vsi smo duše na poti skozi življenje. In v osnovi smo si vsi enaki, s tem, da duša si je izbrala pač svojo družino, duša si je izbrala okolje, partnerja in zgolj z namenom, da ozavesti svoje rane in jih pozdravi. Torej, zdaj, če pogledamo, rdeča nit teh počitnic je bila osebna moč. Osebna moč, ki je povezana s tem, da se skozi mnoga življenja smo se odpovedali svoji moči. Pa vam bom zdaj na začetku eno zgodbo povedala. Poglejte, tale križec sem dobila lansko leto za moj rojstni dan. Ko smo se šli kopati v Mesečev zaliv, sem parkirala tam gor pri tisti cerkvici in ta duhovnik, ki je tam, sem mu povedala, da imam rojsten dan in sem ga prosila, če lahko tam parkiram. In mi je za darilo dal za rojstni dan tale križec. In sem ga imela do danes pri sebi. No, zdaj s to skupino smo pa ravno tako šle gor in smo parkirali in sem rekla, se samo vprašati moramo, pa bo vse v redu. No in ko smo gor prišli, ga pač ni bilo. Ga nismo mogli vprašati in ta duhovnik zahteva edino stvar, da imamo ogrnjena ramena, ker ogrnjena ramena očitno za njega pomeni nespodobno oblačenje za cerkveno, za sveto zemljo, tako je on rekel. No in vam bom povedala naprej, mi smo se šli kopati, smo bili v Mesečev zalivu, smo uživali. Tam veste, da so energijske točke in tako te napolni z novo energijo. Ko pridemo nazaj, mi odpremo avtomobile, v tistem trenutku pride iz cerkve ven tornado od tega duhovnika in se dere: nage ženske, sveta zemlja je tukaj so nage ženske. V osnovi smo bile vse oblečene, ampak res pa je, da smo imele gola remena. Nobena ni bila nespodobno oblečena, nobena ni bila v kopalkah, ampak je bilo že tako je bil jezen, da dejansko smo spokale v 1 minuti in ena od udeleženk se je tako strašila, da je bilo tisto, da si ga videla, čist je bil nor. No in to je bilo v bistvu sporočilo za nas, za vse tiste, ki so zlorabljene potom cerkve, da, ker če pogledamo ta duhovnik, par mesecev nazaj je bil čista svetloba in čista dobrota. Ampak, kje je problem? Ne nagi moški, ampak nage ženske. Ramena, skušnjava, ženska je skušnjava. Tukaj noter ogromno žensk ima neko zamero še do žensk, tudi do žensk, pa do cerkve. Zloraba taka in drugačna. No in v glavnem isti večer je bilo pa tako zanimivo, sedele smo tam za mizo, se smejale, bila je res lepa energija. In pri sosednji mizi so sedeli 3 moški. Naročili so si vino in se je čutila neka energija, da se ugledujejo, mogoče da bi bila kera same ženske na kupu primerna. In potem mi smo odšle skupaj v sobe, tiste, ki smo šle naprej, smo se že tako posmejale, dober spet, čez hodnik. In en od teh moških je tekel za nami, jaz tega nisem registrirala. Tista, ki pa je imela točno to šolo, je registrirala, je rekla, sem samo videla njegove oči. Je rekla, nisem mogla zaspati, ker sem se bala, da bo meni nekdo udaril v sobo. In kaj je imela za počistiti, kaj je vse skupaj sporočalo. To je bilo v istem dnevu. Zloraba strani cerkve,
potem posilstvo, vlom noter v hišo, v glavnem spolna zloraba. In v glavnem smo delali vsak dan meditacijo za dekodiranje, meditacijo za odpuščanje drugim in sebi. Seveda vse to, kar se imamo za naučiti o glikemičnem indeksu in tako naprej. In čistile smo čakre. Vam povem, tako lepo je bilo, tako lepa energija, no, ampak vedno se pa najde tudi v skupini kakšen, ki pa kaže, ki ima morale. In se je pojavila ena gospa, ki pa je imela pač svojo, no, jaz sem imela z njo karmo za predelati. In ko smo predelovali, je bilo, jaz vem, da v enem od življenj sem bila beneška kurtizana. No, in je bila tudi ona in njen program je bil, Minka je ta, ki krade meni stranke. In moj program pa je bil, ta ženska, ona je nesposobna. Jaz sem to nesposobnost počistila, ampak ona se pa odločila, da ne bo in se je zanimivo, tako je kar pol odneslo stran. Ampak v redu, gledajte, vsaka stvar je vedno v redu. A ne, v življenju srečamo tiste ljudi, ki jih moramo srečati. Na tistem kraju, ki jih moramo srečati. Tako da ta delavnica, te počitnice so bile absolutno za žensko moč. No in včeraj smo pa zaključile, našimali smo si glasbo, plesali smo na ABBO, ženska energija, toliko je bilo fino. Glejte, take delavnice ni, da jaz pridem domov tako kot palačinka, ampak napolnijo tako mene kot vse ostale. In tiste, ki ste bili že z mano na počitnicah, jaz solzavi v očeh se poslavljamo. Vsakič znova. Zjutraj, ko sem vzela karte prehodov v novo dobo, sem dobila 3 karte in tista karta, ki me je najbolj nagovorila, je bila blagoslov. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. In zdaj, če preberem to zadnje sporočilo, ki je bilo v bistvu prav namenjeno očitno tudi vam, glede na to, da gledate tale video. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva, ker jaz sem boginja na zemlji in jaz sejem blagoslov. Tako da v glavnem, blagoslov je prišla zjutraj karta, nekako tako za zaključek te delavnice. Dobroto sem tudi potegnila, delam dobro in dobro se mi vedno v izobilju vrača. Jaz verjamem v to, da vse te energije, lejte, vse, kar odpošljemo od sebe, se vrača. Tako ali drugače, ali se vrača kot bumerang slabega, ker smo nekomu želeli slabo, ali pa se vrača kot bumerang dobrega in dobimo še več dobrega. In zato delajmo dobro, pa ne s preračunljivostjo, ampak zato, ker drugim želimo toliko dobrega, kot želimo sami sebi dobrega. Samo to. In ko začnemo to delati, se vse zgodi. Zdaj pa, če se vrnem na tale križec na začetku, danes ga bom vrgla v morje, dokončno očiščenje. Vidite, kako zanimivo, ne, sploh ta Jezus na križu. Jezus je že zdavnaj odšel iz križa, je vstal. Mi ne poveličujemo, cerkev ne poveličuje vstajenja, svobode, ampak poveličuje križ. Tako da, danes sem se odločila, da to nima več kaj delati v moji denarnici. Rabila sem točno to izkušnjo, da mogoče se tudi jaz na konec koncev poslovim dokončno iz te manipulacije cerkve. Vemo, da v preteklosti je prav cerkev označila, da je ženska nasplošno grešno bitje. Da je kača tista, ki je Adama zavedla, ona ga je spravila v greh. Eva je bila tista, ki ga je nagovorila. Ne? In tukaj noter, glejte, zakaj je prav ženska moč potom Svetega pisma tako, vedno je ona tista, ki je grešnica. Zaradi tega, ker dejstvo je, da ženska moč je močna. Ženska je tista, ki rodi novo življenje.
ženska spolna energija, kundalini je najmočnejša energija, kar je možno. Tukaj smo delali tudi na tej energiji, na kundalini energiji. In če vas bo poklicalo za jesenske počitnice, vam pa moram reči, da v Ankaranu ne bom več delala delavnice, tudi jesenske ne več. Poiskala bom drugo lokacijo, ker tudi vi slišite v zadju hrup avtomobilov, pač nažalost moje delavnice morajo biti bolj v miru. Tako da, to je pa edina slaba točka. Tako da v glavnem tisti, ki se boste še prijavili na delavnico, pač ne bo Ankaranu, bo pa nekje, kjer bo sigurno dobra hrana, tako kot je bilo tokrat. Imeli smo vrhunsko hrano, tako da ta vikend je bil zaznamovan, te počitnice v znamenju res dobre hrane in bomo pa meham bolj v mirnem okolju. No, tako da v glavnem za jesenske počitnice bomo videli, kje bomo, če vas pokliče, vem, da bo super. Tako da nekje okrog 20. septembra gremo na počitnice, še za tiste, ki vas pokliče, da nekaj naredite na tej svoji ženski plati. Odprto je tako za moške kot za ženske, ker dejstvo je, da tudi moški imajo v sebi žensko plat. To je dejstvo. In vsi moramo uskladiti tako ženski kot moški vidik. Tako da mogoče zdaj sporočilo še za konec, za vse tiste, ki ste pogledali tale video, sporočilo za vas, ki poslušate, je pa tole. Božji glas. Odgovore najdem v tišini svojega srca. Ko sem mirna v svojem srcu, slišim Božji glas. Presoja v jeziku strahu in obsojanja, srce govori v tonu ljubezni. Moje srce vedno ve, kje je prava pot. Zaupam notranjemu vodstvu, ki ga jasno slišim. Upam si slediti srcu. Vse vesoljne sile me podpirajo. Zaupam, da je vse v najlepšem redu. Tako da, to je za vas, mogoče za vse tiste, ki vas kliče na jesenske počitnice. Vse je v redu, tako kot je, sledite svojemu srcu in ko človek dela iz svojega srca, postane čisti magnet za vse dobro. Tako da, uživajte in ja, ta teden nisem snemala video, ker sem bila s svojo družino, s temi ljudmi, ki so bili z mano na delavnici. Tako da, gledajte, uživajte in naj vas življenje podpira, ker ko boste vi upali slediti svojemu srcu, se bo vse zgodilo. Uživajte.